širimo obzorje duha in raziskujemo stvari, ki so nam bile mogoče skozi leta manj dosegljive. Jaz bi rekla takole, prijatelji poznamo prijatelje, naši prijatelji poznajo spet prijatelje in na koncu smo vsi prijatelji. Jaz vam predajem besedo. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Najprej iskren pozdrav spoštovanemu gostu, patru Karlu Gržanu. Enako tebi, spoštovana Magda, in vsakemu posebej spoštovani. Vidva s Karlom, kot je že rekla Jolanda, se poznava že precej let, sodelujeva, se podpirava, krepiva in zato nama je dana tudi možnost, da se lahko danes stikava. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce se naj ne vznemirja in ne plaši, je svetopisemski navedek. In glede na to, da se življenje neprestano giblje in razvija, je treba čas vzljubiti in postati njegov prijatelj. In res, hvaležno se oziram na vas, da ste si vzeli čas in prišli nocoj sem na Polzelo, ker mislim, da je za vse nas to privilegiran čas. Čas tistega, kar nas bo takole v tem trenutku obogatilo in pa seveda tudi s tistim molkom, ki je vsekakor potreben, da pridemo k sebi, bomo nekako notranje, molčeči in odprto zunanje spremljali brbotanje besed in pa povedi, ki so namenjene prav vam, spoštovani obiskovalci. Patra Karla Gržana verjetno vsi dobro poznate, pa kljub temu ni odveč še kakšna beseda. Pravzaprav je Karli, kot mu mi rečemo prijatelji, človek s poslanstvom moči, ki krepi in pa bogati ta svet. Je magister teologije in pa doktor literarnih ved, tudi pisatelj, scenarist in pa publicist. Kadar smo v njegovi družbi, smo lahko hvaležni in veseli, prevzame nas nekakšen mir. In Karli velikokrat reče, pa saj sem kmet. Ja. S ponosom. Tako da, glede na to, da on koraka po svojih zelenih površinah med naravo, živalmi, ob svoji kapri seveda tudi, ki jo ima vedno ob sebi, kadar je doma seveda, nam potem prinaša še poseben izraz tega pridiha narave, ki krepi, pa bogati. In Karel podarja človeštvu milost, ki prihaja od zgoraj in pa predvsem iz njegovega srca. Človek bi naj bil v tem življenju pravzaprav iskalec neke miline in pa blagosti in ko si odprt do vsega, kar nas obdaja, je to tudi tista milost in pa nek blagoslov. Prosim, kako naj še bolj poudarjeno in prepoznano živimo v tej milosti in tem blagoslovu? Za začetek. Ja. Najprej vsem lep pozdrav. Ja, drugemu smo milost, milina, v tej sočutni odprtosti, v tej zaznavnosti, da se ne puščamo same, to je bistveno. In ko nisi sam, ko nisi osamljen in ko imaš ob sebi človeka, ki ti odpira misel na horizonte, katerim čutiš sočutje, potem je to tisto milostno, potem je to blago, zaradi tega smo močnejši, smo srečnejši. Zato tisti, ki hočejo tako ali drugače manipulirati človeštvo, nas hoče vedno osamiti, potem prestrašiti in potem ponuditi za njih ugodno rešitev, ki jo predstavljajo kot za nas najbolj ugodnejšo.
Če si sam, če si osamljen, si bolj prestrašen in si manipulaciji izjemno podvržen. Mi ljudje smo sočuteča bitja, ne samo, bi rekel, med seboj ljudje, ampak tudi z vsem, kar nas obdaja. In meni je zelo pomagalo v tem zadnjem obdobju prav to sočutje z naravo, z živalmi. Mi je zelo pomagalo, da sem šel v kapelo, pa se dol usedel, pa se umiril. Iskati umiritev, iskati to, da zaznavaš, da si zaznan, da nisi osamljen, to se mi zdi najbolj pomembno. Meni so pomembno v življenju vsebine in pa bližine. In pomembna mi je tudi tihota, mir, da lahko to zaznam, to sočutje. Zato tudi vnašajo v ta svet ogromno hrupa, ogromno odvečnih informacij, ki niso praktično nikomur v neko korist. Poleg tega, zato da se mi ne bi slišali, v temeljni informaciji, moja doživljajska resničnost, moja spoznavna resničnost, kaj je tvoja, dajmo si jo izmenjati. To se mi zdi zelo pomembno. Pa seveda tudi to, recimo te informacije, da jaz ne poslušam več ne radija, ne gledam poročil, ker sem ugotovil, da je način pristopa do nas skrajno manipulativen. Veste, če ti en naštepa 7, 8 novic, ki so običajno negativne, pompozne, strašljive, in ti nimaš, vmes ni predaha, in ti nimaš možnosti predelati to, kar si slišal, in je težka novica, in ti jo da eno za drugo, potem se uleže v tebe kot nepredelano in se pojavi kot tesnoba. Jaz na začetku še malo spremljal, torej novice berem in terjam uravnoteženost. Če vidim, da vsi enako govorijo, takoj vem, da gre za manipulacijo. Tisti, ki neizpostavljeni javni govorniki, takoj veš, da gre za manipulacijo, drugo ne more biti. Iščem osvetlitev, iščem drugačno mnenje in potem preprosto to soočim in si ustvarim potem lastno predstavo. Spoštujem ta zgornji štuk, ki nam je dan, in ne dovolim, da nekdo dejansko vnaša. Jaz nisem računalnik, nisem še robot, in zato je nedopustno, da nekdo vnaša v mojo misel, kaj naj jaz mislim, kaj je edina resnica. Jaz hočem za logični razmislek, da lahko sploh razmišljaš in potem da lahko govoriš o svobodi, potrebuješ vsaj 2 informacije. Če nimaš 2 informacij, je to manipulacija. Kot mi je rekel Trstenjak Karel, ko boš videl, da vsi isto govorijo, vedi, da ne gre za resnico, da gre za manipulacijo, da gre dejansko za, on je rekel, enoumnost, ki je neumnost. Vedno terje alternativno, drugo mnenje. Če nimaš drugega mnenja, pusti tisto in ne nasedaj.